tema današnje delavnice, koncept trajnostne mobilnosti za dnevne migrante v Ljubljano. Izvajalec te delavnice je Center za razvoj Litija, ki dejansko sodeluje kot partner pri evropskem projektu CO2 Neutral, katerega cilj je zmanjševanje emisij CO2. Torej, sama delavnica je eden od pilotnih aktivnosti, ki jih v okviru projekta izvajamo. Namen je pa bil dejansko predstaviti to problematiko javnega potniškega prometa in dejansko skozi diskusijo ugotoviti, kakšni so pogoji oziroma kdaj bi ljudje v večji meri uporabljali javni potniški promet. Dejansko smo imeli zelo plodno diskusijo, padalo je zelo veliko predlogov, idej, predvsem pa je neka recimo vodilna, da se nekako pozove tako občine, ki ležijo ob progi Ljubljana-Kamnik, ob železniški progi, ki bi morala biti nekako hrbtenica javnega potniškega prometa, da se nekako pritisne na ministrstvo, da se progo čim prej modernizira, da se usposobi za višje hitrosti, da bi več ljudi to progo uporabljalo, predvsem pa tudi, da se ne ukine železniških postaj, kakor smo slišali, da se predlaga, potem, da se zmanjša cene vozovnic in podobno. Predvsem glavna dilema je bila to, zakaj se z postopki za modernizacijo tako zavlačuje oziroma zakaj se to ne izvaja in zato dejansko ljudje v veliki večini pri svojih dnevnih migracijah v Ljubljano uporabljajo osebni avtomobil. Kolikor jaz vem, je projekt, neka idejna zasnova posodobitve železnice Ljubljana-Kamnik že narejen. In je edini projekt, ki se ga lahko resno loči, ta železnica, posodobitev te železnice. In glavni cilj teh županov, skupaj županov Jankovičem, ima pa seveda spet svoje ideje urejanja tega prometa, ker morajo le paziti na svoj mestni potniški promet in za njega je boljš, če se vsi pripeljamo do obrobe Ljubljane, tam parkiramo, kupimo mesečno vozovnico, pa se peljemo v center, za njega železnica jih ni, tista najboljša zgodba. Vsi te župani morajo skupaj pritisniti na ministrstvo za promet, da se uvrsti ta železnica konkretna v naslednjo finančno perspektivo. V nasprotnem primeru se stvar, ki ne bo spremenila. Občina Kamnik je pa resno se lotila zgodbe mestnega prometa svojega, delali se bo študije prometne za Kamniško Bistrico, kaj bi pomenili, če bi zaprli del Kamniške Bistrice za osebni promet. Dela se študija, oziroma se bo delala, upam, da bomo dobili sredstva za promet na Veliko planino, iz druge smeri, kje ne se zapre, kako ne se te stvari uredijo, in pa seveda z ministrstvom za promet smo v nekem projektu mestne občine Maribor, Ljubljana in pa Kamnika, kjer se dela ta integrirani promet. Spravi, 4 projekti samo tle pa še LUR, ki je končal svoj projekt, pa začel leta 2006. To pa spet pokaže, da ni neke celovite politike, da vsi parcialno peljemo stvari. Tako da bistvo vsega skupaj mora biti poziv ministrstvu za promet, da ukrepi to stvar, pa poziv mogoče predsedniku vlade, da si reče, ok, javni promet je ena izmed prioritete vlade. Hvala. Nekje je javni prevoz res nekaj financiran se strani države, ampak nažalost je to tako naravnan, da tle mi zelo malo ljubimo, sami ne moramo niti povečati frekventnosti, niti poceniti vozovnic, ker ta ukrep je na dolgi rok. Ne bodo se avtobusi ali pa vlaki na kratki rok, tudi če zastonj vozimo. Bo pa to na dolgi rok pa siguran. Jaz sem prepričan, da Kamniška občina zaostaja pri ureditvi prometa. Tako lokalnega javnega prometa, kot v povezavi z ostalimi mesti, predvsem z Ljubljano, najmanj za 7 let. Takrat je bila Ljubljanska urbana regija prišla ven z rešitvijo, mislim, da posodobitve železniške proge z centralnim parkiriščem v Kiku, ki je zdaj zadeva čez drugače, mislim, da obrnjena. Bi se takrat začel zadeva rešiti, bi recimo še zmer zaostajal 10 let. Zdaj se je dodal še 7 let. In vsako leto, ki se ne bo nič narediti, pa ki se bo recimo Kamnik še posebnost, da vsak let doda še 500 do 1000 prebivalcev za bloki, zdaj vidim, da bojo še dodatni, se pravi, da so to še dodaten pritisk na
ceste ali pa na javna prevozna sredstva, pomeni, da se ta razkorak veča. Se pravi, da prej bo začel rešvati na občini, prej bo ta problem recimo, da enako velik, če tako rečemo, ne da se vzbrašlo. Zdaj, zadeva je mišljena tako, dejansko na terenu ugotoviti, kakšne so oziroma kakšni so problemi, na kakšen način jih ljudje vidijo, na kakšen način jih ljudje smatrajo, da jih je treba rešiti in dejansko kot rezultat bo nek koncept, ki bo predstavljen občinam, ampak ta koncept, jaz si želim, in srčno upam, da ga bo občina vzela za svojega, kajti tudi one so financirali ta projekt, in da bo nastala na podlagi tega neka tudi peticija ali karkoli političen pritisk, ker brez tega je vsak dokument lahko samo v nekem predalu leži in da bo dejansko tudi to nekako politično sporočeno ministrstvu, kje so problemi, kako jih želimo rešiti, pa da jih želimo rešiti čim prej. Ne se naredi tisto, kar se lahko in jaz tudi mislim, da recimo, če že dosežemo vsaj več vlakov, ki bi na krajšem času prišli v Ljubljano, bi bilo to že en dosežek, a ne? Bistvo te delavnice pa mora biti, če gremo v konkretni stvari, pa to, da se župani med sabo začnejo odkrito pogovarjati in vklopijo kampus, ki, lejte, kaj imamo mi srečo, ne? To sva z Matejo danes govorila, mi imamo to srečo, da imamo kampus, pa imamo v končni fazi železnico. Ne? Mi pogoje za javni potniški promet imamo, treba je pa to samo nadgraditi. Tega pa, nažalost, še ne znamo tako, kar mogli. Ja, pa če treba povedati. In sestanek mora biti kampus, župani, pa če se bo blagovolil do slovenskih železnic pridati, ker to so pa država v državi. Najbolj, če sindikaliste pokliče, z njimi se da največ zmeri.